Če se le da, kolesarim po stranskih, neprometnih cestah, kjer je možno seveda tudi po kolesarskih stezah. V Italiji pa zavijem rad na tiste glavne ceste, ki imajo ob stranih take široke asfaltirane bankine. Seveda se ne moreš izogniti temu, da ne bi kdaj pa kdaj zapeljal tudi na kakšen kos glavne prometne ceste. In takrat je zmeraj dilema, kako daleč od desnega roba je kolesarjenje še zmeraj varno. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Za 30. november imamo prečudovito vreme, praktično brez oblačka in 12 stopinj Celzija. Super sem se oblekel, kljub temu, da je piha kakšnih 20 na uro, se prav dobro počutim. Na sebi imam oblačila iz trgovine Sirocco. Če koga od vas zanima 10% popust, lahko uporabite moj link od spodaj v opisu videa. V opisu videa je tudi link do moje Strave, tako da si lahko pogledate točno, kje se vozim, in vsakega novega followerja sem zelo vesel. Enako vzdevek kot na YouTubeu ali pa na Stravi imam tudi na Instagramu, za vsak slučaj, če mi hoče kdo kdaj poslati kakšno zasebno sporočilo. Ta današnji video bo bolj teorija, zato ker ga ne želim snemati na kakšnih prometnih cestah in najbolj na živce bi mi šlo, če bi mogel narediti zaključni pozdrav iz rešilca. No pa pejmo kar na temo. Če se kljub vsej izkušenosti in iznajdljivosti vseeno znajdete na kakšni prometni cesti, vam jaz svetujem, da ne vozite preblizu desnega roba. Zelo pogosto se dogaja, da cesta ob desnem robu ni najbolj pravilna, v asfaltu se pojavijo kakšne razpoke, dostikrat se tam nabira kakšen pesek in umazanija. Čim bližje desnega roba se boste vozili, tem večje je tveganje, da boste povozili kakšno nepravilnost, izgubili ravnotežje, mogoče vam kolo zdrsne ali karkoli drugega nevarnega. Povrh vsega imate dosti manj manevrskega prostora, če bi bilo treba karkoli na hitro se izogniti s kolesom, zato ker pač desno od ceste ni več cesta in karkoli je tam zunaj, lahko hitro pripelje do padca. Če ste v paru, je vožnja tik ob desnem robu ceste precej neugodna za tistega, ki vozi zadaj, zato ker dosti težje dobi vaše zavetrje. Zelo redko se namreč zgodi, da piha veter točno v prsa, in če je le malce bolj od strani, tisti zadaj mora poiskati nek bolj ugoden kot zanj. In seveda desno ven z ceste nima iti kam. Pa še ena stvar je, ki se mi zdi precej pomembna. Čim bližje desnemu robu se boste umaknili, večji vtis boste ustvarili za voznike, da je na vašem pasu še dovolj prostora za prehitevanje. Vozniki namreč avtomatsko gledajo, koliko prostora je na cesti pred njimi, in če je prostora dovolj, glede na to, da ste se vi umaknili popolnoma desno in mogoče niti ne bo treba zmanjšati hitrosti in vas bojo pač prehiteli, dosti bolj neugodno, kakor si vi želite. Sem se odločil, da pridem malo v Goriška Brda, ker tukaj je res lepo v vseh letnih časih.
Varna vožnja je nekje pol metra od desnega roba ceste oziroma od bele črte. Jaz to razdaljo najlažje ocenim tako, da pogledam čez svojo desno roko, ki mora iti točno po tej črti oziroma po robu ceste. Na tak način boste vozili dovolj daleč od desnega roba, da bo to za vas najbolj varno, hkrati pa ne boste preveč proti sredini ceste, da bi s tem ovirali promet ali tvegali, da vas kdo zbije. Kljub temu, da boste vozili pol metra od roba ceste, boste za voznike od zadaj nekako ustvarili vtis, da se je zaprl tisti prazen prostor, kjer lahko vozijo. Na ta način je dosti manjše tveganje, da bi nek voznik z nezmanjšano hitrostjo šel mimo vas in vas prehitel na par centimetrov proč od bilance. Že zaradi tega vtisa, da je na cesti manj prostora, je pač voznik prisiljen zmanjšati hitrost in vas prehiteti dosti bolj nežno, prijetno in varno. V takem letnem času, ko je zdaj, ko je sonce zelo, zelo nizko, morate zmeraj računati s tem, da lahko sonce zaslepi tudi voznika in da vas ne bo videl. No, recimo tako. Misliš, da te bo videl, če se znajdeš pred njim v tem nizkem soncu. Zato je fajn vašo prisotnost na cesti kombinirati še s kakšnimi lučkami, ki bojo opozorile voznika še dosti bolj, kakor ga vi, samo vi, v kakšnem temnem dresu. In tudi, če nimate kakšnih posebnih fancy lučk, lahko nekaj za svojo varnost naredite tako, da se oblečete v kakšna svetla oblačila ali pa vsaj v taka, ki imajo cevne površine. Se pa ni preveč zanašati na lučke in razne radarje, najbolj se morate zanesti nase, saj imate tudi svoja ušesa in oči. Malce razgledajte naokrog, prepričate, da bo varno in se bo vse dobro končalo. Z vožnjo malo bolj proč od roba boste rešili tudi vse ostale probleme, ki sem jih naštel prej. Recimo, če ste še z nekom skupaj, bo tisti od zadaj imel dosti več manevrskega prostora, da bo lovil čim boljše zavetrje. Ja, in res je, lahko se zgodi, da je kdaj cesta točno pol metra od roba uničena, da ima kakšne kolesnice od kamionov, ampak največkrat je pa cesta na tej razdalji proč od roba dosti lepša, dosti bolj čista, asfalt urejen, kompakten, tako da je vaša vožnja lahko čim bolj varna. Ampak, kar je pa meni najbolj pomembno, je točno to, da če sem malo bolj proč od roba ceste, imam dosti več prostora na razpolago in tudi, če bi bilo treba v kakršnih koli kritičnih trenutkih, imaš možnost, da se izogneš levo, desno ali kakorkoli drugače rešiš situacijo. So pa super lepi tej južni obronki Goriških Brd. Vozim se samo par metrov proč od italijanske meje. Ni kakšnih hudih vzponov, lepo valovito gor dol. Prav čudovita pokrajina je tukaj. Nazaj proti domu se vračam po italijanski strani in še dobro, da nisem padel na radar. Ampak ne glede na vse modrosti, vse nasvete, finte, gor dol, jaz še zmeraj rajši peljem po takih stranskih poljskih cesticah, kjer ni nobenega prometa ali pa mogoče sem in tja samo kakšen pešec. Ne prevaga, nikoli ne more biti prometna cesta tako super, kakor je lahko ena taka vaška. Vse to, kar sem danes povedal, mislim, da je skupna rdeča nit naša oziroma vaša varnost. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič.
Čau, čau.